Eden izmed razlogov, da smo se odločili za to akcijo, je tudi pismo predsednika države. Že pred časom je zaprosil odvetniško zbornico in pa tudi sam ponudil svojo pomoč pri pro bono zadevah, pri delu brezplačno za stranke, in seveda tudi to je bilo en izmed razlogov, da smo se odločili za dan odvetniške pravne pomoči pro bono. To je dan, ki bo 19. decembra, se pravi danes teden, ko bodo odvetniške pisarne odprte brezplačno za stranke, za pravne nasvete, za analizo pravnih situacij, v katerih se nahajajo ljudje, in seveda, da bodo ljudje lahko tega dne brez strahu pred tem, kakšni bodo stroški, prišli v odvetniško pisarno in dobili kvalitetno pravno pomoč. Upravni odbor, seveda odvetnikov mi v to ne moramo prisiliti, da delajo nekaj zastonj, zato je upravni odbor zaprosil vse slovenske odvetnike, ki so vpisani v imenik odvetniške zbornice, teh je skupaj z temi družbami okoli 1400, da se izjavijo o tem, a so pripravljeni delati ta dan, kot sem rekel, 19. december, brezplačno. Na ta poziv odvetniške zbornice je reagiralo približno 600 odvetnikov, zdi se mi, da že nekaj čez, ker se ta številka sprotno veča, ki so pripravljeni ta dan upravljati brezplačno pravno pomoč in strankam ustrezno svetovati. Seznam teh odvetnikov po sodnih okoliših bo objavljen ali pa je objavljen na spletni strani odvetniške zbornice, kjer bo vsakdo lahko pogledal odvetnika, ki mu je najbližje, ki mu je njegovemu kraju bivanja in najbližje in ki seveda bi mu tudi zaupal svoje probleme, da ga izbere, gre k njemu in seveda odvetnik mu bo ta dan brezplačno nudil pravno pomoč.